Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Če ste tukaj novi, se naročite, če pa niste, pa hvala, da gledate ta video. Prvo kot prvo bi se vam rada zahvalila za 10.000 naročnikov, kar je tak... What? Pač, lani, ko sem začela, da ne grem na faks, pa sem pač snemala videa, pa to si nikoli nisem predstavljala, da bi že 10.000. V bistvu, ko sem začela snemati, pa ko sem imela že tak 4 leta skoro kanal, pa sem imela 300-500 naročnikov, si nikoli željo nisem predstavljala, da bo kdajkoli kaj več. Teda hvala vam. Na Instagramu sem vas vprašala, da mi pošljete vprašanja, oziroma prosila, da mi pošljete vprašanja, če vas kaj zanima. In če hočete sodelovati pri naslednjem Q&A-u, je tukaj moj Instagram in me lahko followate. Ok, gremo gledati vprašanja. Vprašanje, ki ga dobim ful dostikrat, je, če me je kaj strah med snemanjem. Predvidevam, da ko snemam true crime videe, ker pri teh me ne more biti. Ko snemam true crime videe, me ponavadi ni strah. Strah me, mislim, načeloma me ni strah, je pa pač grozno potem, včasih ko hodim sama zvečer v temi, pa pač vem vse te primere, ki so se zgodili ljudem, je pač malo bolj grozno. Drugače pa, ko raziskujem, je itak tako grozno, ampak nikoli me ni dejansko strah. Strah me potem zvečer, ko hodim, pa pač kaj tajega. Kdaj dobim psa? Ne vem, kdaj dobim psa, ko bo Lukas pustil, da dobim psa. Verjetno še ne, toliko kmalu. Dosti vprašanje, kako sem se z Lukasom spoznala in imamo cel video na to temo, snemala sem boyfriend tag, ki bo linkan od spodaj, če kogarkoli zanima, ker ne bom odgovarjala na vsa ta vprašanja še enkrat. Kako si se navadila na novo življenje v Ljubljani in ali bi kaj spremenila? Ja, pač mislim, da zdaj sem tukaj že od septembra, tako da sem se kar navadila, Ljubljana mi je ful všeč. Ful mi je fajn, da bi pač bilo kam, mislim, če bi zdaj šla ven, ko je tema, bo ljudi na cesti, pač se nekaj dogaja, medtem ko sem prej živela, je bilo pač po ne vem kjeri uri mrtvo zunaj, tako da pač vedno imaš kaj za delati, trgovine so dosti dlje odprte, ful mi je lepo je na splošno Ljubljana, tukaj mi to živimo, je res ful luškano, pa faks mi je ful vrejo, tako da pač dejansko mi je Ljubljana ful všeč in ne bi šla nazaj v Maribor. Če bi kaj spremenila, ne bi, oziroma mogoče bi spremenila, da bi imela večje stanovanje, ker Ljubljana is expensive. Oziroma, imela bi cenejše stanovanje, ker za tak denar, ki dobiš tukaj res malo stanovanja, dobiš v Mariboru že solidno, mislim, lepo. Kateri faks obiskujem in kje se vidim v prihodnosti? Obiskujem FDV, fakulteto za družbene vede, smer komunikologija, tržne komunikacije, odnosi z javnostmi, kar je v bistvu kao neki marketing. Tako, kje se vidim v prihodnosti, najbrž ne vem, pač Bog ve, kje bom jaz v prihodnosti, kaj bom delala, kaj se bo zgodilo z YouTubeom, kaj se bo zgodilo s faksom, kaj se bo sploh dogajalo, ker lahko je vojna. That went dark. In tako začela reševati za Božič in ali boš delala 12 dni Božiča. To je vprašanje, ki se dostikrat ponovi. Kdaj začnem reševati za Božič, je ponavadi bilo kar tak 1. novembra. Sicer, zdaj ko smo v Ljubljani, pa je ful malo stanovanje, ne vem, koliko bom kaj reševala. Če bom potem itak videli, drugače pa 12 dni Božiča, ja. Bo 12 dni Božiča, trenutno sem v kontaktu z različnimi podjetji in hopefully bo, pač definitivno bo 12 dni Božiča, sicer ne bo 12 videov, ker pač zdaj res ful nimam časa snemati, bo pa moče v nekih Instagram objavah, YouTube videi, tako da pride. Kako dolgo že imaš iPhone-a, iPad in MacBook? Trenutno en teden, pa kar vrem. Lukas ima en teden iPhone in je kar vrejo. To je prvič, ko si priznal, da je vrejo. Hvala, da se priznam. Jaz imam iPhone-a že 3 ali 4 leta, se mi zdi da. Mislim, ne to tega, ampak iPhone imam že, mislim, da 3 ali 4 leta. So jih ful vrej, ne bi šla nazaj na Androida, že zaradi tega, ker imam zdaj iPada še, pa Maca imam, teda pač realno ne splača se mi iti nazaj. Mi pa je res pač ful všeč Apple in se mi zdi, da bi večini ljudem bil všeč, ki imajo Androida. Ne dejansko, ampak se pač ful tak zaprti na idejo iPhone-a. Meni je pač vseeno, kaj imaš. Meni je vseeno, ampak gre mi na živce, ko ljudje ful hejtajo Apple. Zato ker je kao drag, pa so zdaj že taksi telefoni dragi. Don't even get me started, ki bi lahko video posnela to. Maca imam 2 leti. iPad pa imam par mesecev, ampak pač Apple je meni najboljša stvar od teh produktov in ne bi zamenjala to. Dosti se pojavlja vprašanj, kje je Lukas, zakaj ga ni več videji, zakaj ga ni v vlogih, še živiva skupaj. Lukas, boš prišel se pokazati, da ljudje vejo, da si še živ. Živ sem. Ja, se bi.
Pač vidite zato njega ni vlogi. Wow. Ali si še s tistim fantom, ki ima dolge lase? Tisti fant se je sam postrigal, če misli, da je druga oseba. Kateri so moji strahovi? Bruhanje, male luknje, to mislim, da je to. Ali si že bila kdaj v bolnici kot pacient? Imaš kako posebno navado? Če sem že bila kdaj v bolnici kot pacient, ja, že od bebija se jaz kar pogosto hodila v bolnice, tako da o tem mogoče kdaj snemala video, ampak pač tako sem imela neke preiskave, kar neke stvari, ki smo ne vedela točno kaj je. Če imam kako posebno navado, jaz imam dosta takih čudnih, posebnih navad, stvari, ki jih delam, ki pač so tako čudne vsem drugim ljudem. Ne, Lukas? Ja, tako da ne bomo spošli v to. Če bi rada na sebi kaj spremenila, kaj bi bilo to? Mogoče malo lepše obrvi, da bi imela tudi nosa malo všem, da bi bil nazaj ravno tak, je bil pred parimi leti. Da ena oga ne bila večja od druge, ker imam tak, da splošno ful asimetričen obraz. Lahko je povedala nekako danes, ko se vidi. Če bi se vrtela čas nazaj, kaj bi spremenila? Nič zaradi tega, ker mislim, da taka mala stvar lahko spremeni tvoje celo življenje. Tale, če bi se en dan odločila iti namesto levo, pa bi šla desno, bi lahko življenje čisto drugačno. Tako da jaz ne bi nič spremenila, cause I don't wanna fuck with that. Tako da, ja, je do stvari. Mislim, jaz v bistvu nimam preteklosti neke stvari, ki bi dansko obžalovala. Niti da recimo koga ne bi spoznala v take fore, ker pač... I don't know. I love my life. Kako pogosto si umivaš lase? Lase, mislim, to so taka res juicy vprašanja. Lase si umivam vsak drugi dan, je pa ena oseba, ki mi je konstantno pisala, da imam ful masne lase, kar je res ena stvar. Pač res tako pod YouTube videami, ja, da komentira, kako imam masne lase in si glav brat. Pač jaz si glav kos berem in nikoli imam masne in to je res od mojih največjih pet pivov, da bi imela masne lase. Tako da, ja. Kam si najbolj želiš odpotovati? Jaz bi ful rada tako potovala, ampak zdaj trenutno bi šla na Finsko, tam ko je oni Santa Claus Town ali kaj že, pa pač na Švedsko v tem času zime, pač trenutno, drugač pa, mislim na Švedskem sem že bila, v Londonu sem že bila, pa bi še vedno šla še enkrat, začela bi šla ful na Tajsko, ampak zdaj trenutno bi šla bolj v te skandinavske države. Like always. Avstralijo, Kanado, yes. Katere slovenske youtubere spremljaš? Pač to sem mislila v vsakem Q&A me vprašala in sem mislim, da že doskrat odgovorila, tako da spremljam ogromno youtuberov, večinoma sicer gledam tuje youtubere, ampak koliko bi imela otrok in kako bi jim bilo ime? Ne. Ful se je vprašanj o nekih otrocih, pač komaj sem na faksu, najme smo šli o otrocih, pri kolikih leti bi imela, koliko bi jih imela, pojma nimam. Jaz bi samo to vem, da bi imela otroke hitro, ne bi jih imela po 30 letu. Imela pa bi od 2 do 4. Ali bi imela kuščarja ali pa kačo. Jaz sem kvala kuščara in kvala dobim kačo, pa me zanima, kaj misliš o tem. Pač, jaz sem vse živali rada, načeloma sem hotela imeti, sem vsega, kako se mu reče, gekota, pa tudi kačo sem hotela imeti, ko sem bila mala, ampak geko so mi ful všeč, pa kameloni, jaz sem vse živali všeč, če je tebi ta žival všeč, super, tako da, I don't know. Ok, to je bil tak hiter Q&A, če vam je bil ta video všeč, kaj lajkajte, ne pozabite se naročiti, followajte me na Instagramu in pa sledim naslednjem video in pa še enkrat hvala vam za 10,000 naročnikov. Love you. Adijo.